Prvi prizor, tam se pa že drugi printer. Po prizorih bom printer. Izbira tega teksta je bila na nek način avantura. Po drugi strani smo imeli pa nekaj razlogov, da smo verjeli v to, da bo ta avantura šla solidno skozi. Če bo pa še kaj boljš, pa toliko boljš. In preprosto teksti, ki smo jih preigrali, so bili predvsem iz področja te sodobnejše dramatike, ki je sicer v nekaterih stvareh terja od igralca veliko, predvsem absolutne identifikacije z likom, prepričljivosti in tako naprej. Medtem, ko pri Shakespeareu gre pa za vendarle malo drugačne reči. In sicer najprej je bolj ljudski v tem žlahtnem pomenu besede, to pomeni, da je pisan za več različnih segmentov publike in vsakega zadovolji. Po drugi strani so pa liki kompletnejši, ne bazirajo samo na eni ideji, ki sledi končnemu dramaturškemu cilju, zato da na koncu pripeljejo do tiste svoje resnice, kar se običajno dogaja v sodobnejših tekstih, ampak je pri tej Shakespearovi igri vihar, ki je, ne smemo pozabiti tudi pravelca, so ti liki zelo kompleksni, delujejo na več strani naenkrat in seveda, če vzamemo zdaj v ozir, da je kar velik del predstave govorjen v ritmizirani besedi, v Shakespearovem verzu, da je seveda vers ni zgolj in samo vers, ampak je tudi veliko figuralike, to se pravi tistih besed, za katere danes največkrat rečemo, te odveč, kaj boš o teh stvareh na tak način govoril, ker je pač to ena taka olepšana govorica, ki je nepotrebna. Vse to so bili razlogi, da smo se odločili, da to nekako karkoli damo na repertoar in se s tem soočimo in vidimo, a to zmoremo ali ne zmoremo. Tako bomo enkrat se vsi skupaj prebrali igro od začetka do konca, tako da bomo šli pač iz prizora v prizor, seveda. Pa bomo pa delali naprej po prizorih. Po prizorih, tako kot ste zasedeni in tako naprej. Sestavni del dobre zgodbe so dobri liki in dobri odnosi. To pomeni, da računam na to in vam polagam na dušo, da začnete dosti zgodaj razmišljati. Ima noge kot človek in plavuti kot roke in moj Bog še topuje. Mislim, da ni riba, ampak domorodec, ki ga je malo prej strela zadela. Joj, nevihta se bliža, najboljš, da mu zlezem kar pod srajco, drugega zavetja v bližini ni. Pa je Shakespeare zanimivo delo oziroma pogosto delo za amaterska gledališča? Ne, v bistvu pravzaprav amaterska gledališča tako rekoč skoraj ne uprizarjajo. Tu in tam se že zgodi kakšno, recimo, Sen kresne noči morda, ali pa kakšna krajšana verzija Ukročene trmoglavke, te, ki so res čiste komedije, medtem ko Vihar pravzaprav bolj ena fantazija, kjer se prepleta tako komični, tragični, poetični, pravljični elementi in kar se tega tiče pravzaprav nekaj novega za amaterska gledališča, saj v zadnjih nekaj letih sigurno. Tako se zdi, kot da mi zlivajo peklensko smogo, katere ogen. Mori, ko se zliva pod obok, da si. Kako sem jaz trpela z njimi, ki so tam trpeli. Prekrasna ladja, na kateri prezuma je bil nek plemenitaš, se je raztrešila na drobne koščke. Krik me je udaril prav v srce. Ubogi reveži so umrli. Ja, najprej je bil strah. Če sem iskrena, najprej pač Shakespeare, vemo, da gre za neko klasiko, zelo visok nivo igre in najprej sem bila malo skeptična, kako se bomo s tem spopadali, ampak potem, s časoma, ko smo toliko delali na tekstu, je pa ratalo v redu.
Moj oče pa gre z njim neprijazno. Tretji moški, ki sem ga videla in prvi, ki mi je všeč. Naj se ga vendar usmili in ga vzljubi. Če ste devica in niste obljubljena še nikomu. Zdaj smo pravi napredsko kraljico. Počasni, gospod, trenutek! Drugega ste že oba osvojila, moram poskrbeti, da ne gre vse prehitro, kajti prelaka zmaga ima prenizko ceno. Besedico še! Moram reči, da sem bil tudi zelo ponosen, pravzaprav, da sem uspel, pa ne samo jaz, cela skupina, cela ekipa, da smo mi naredili sploh to predstavo, ki res nikakor ni bila enostavna. In to neka užitek ob zaključku predstave, ob doživetju, da pravzaprav nam je uspelo en tak dost težak projekt. Ne vem, je res eno tako prijetno zadovoljstvo in ponos, kot sem že rekel prej na začetku, res sem bil ponosen na to, da mi je sploh meni uspel, tudi ekipi, da smo lahko to spravili in mi ni žal, no. Čeprav na tiste prve besede na začetku, ko sem rekel, a je to treba. Je bilo treba. Sploh nisem vedel, da imaš burjak, ne? Dober. Odpričali v še enkrat. Ta glas pa poznam. To je v tonu. In to so v nagi. Oresi nas! Kaj bomo pa zdaj delali? Zdaj smo neposredno pred novo akcijo. Ti ni tovariši, ste svoj nastop izvedli. Zato ga vprašaš, kaj želi. Dobri Gonzalo, moj rešitelj in zvest služabnik svojemu gospodu. Tebe bom nagradil tako z besedo, kot z dejanjem. Ja, tlele na dobri Gonzalo. Ja. Tlele imaš ti pauzo. Tle gre za par korakov. Te korake, ki ste jih zdaj delali, so bili relativno pravi. Ampak seveda, če ne bomo zbrani, bo že naslednjič to drugače in ne bo tako, kot mora biti. Zbrav, da res vas še enkrat polagam na dušo, dajte si to zapomniti, ker nimamo niti časa veliko, se vidite, da ga nimamo. Jaz skozi mojo celo igralsko kariero, odkar pač igram v gledališču, je Shakespeare vedno zgledal kot en zelo velik izziv, oziroma ena taka stvar, ki zgleda res pa za une profesionalce in tako naprej. No, in ko smo se najprej lotili, seveda je bilo malo pomislekov, bomo to zmogli, kako to izpadli, da nam to slabo, ker predvsem ena od tipičnih stvari, za razliko od vseh ostalih drugih predstav, je to, da je zaradi jezika zelo težko improvizirati. Ne moreš improvizirati, pač tekst je treba znati. Ne? Potem, ko smo se ga lotili, ko smo prvič brali tekst, jaz sem mislil, da je tako malo brez veze predstava, da je pol predolga in tako naprej. Pol, ko smo jo naredili, sem videl, da niti ena vrstica oziroma ena replika ni bila preveč. Skozi sam proces je bilo v bistvu zelo zanimivo predvsem delati karaktere, zaradi tega, ker običajno delaš nek karakter, ki mogoče ima saj neki s tabo, ne vem, igraš nekoga, ne vem, tako kot Prežet pa Micka, igraš enega fanta prepravzga z ruralnega okolja, kar je vsem tom nam znano, ne. Igrati pa neko aristokracijo ali pa neke kapitane oziroma mornarje iz 16. stoletja tam z Milana, to je pa majčkeno večji izziv, no. Ampak na koncu je super namerator. Šaf! Obhajajo me krvoločne misli. Kralj Stefan! Poglej, kakšna garderoba tle zate! Ti cepac, pusti to, to je nič vredno! Sreda, midva ste se spoznali na rabem dorobo! Vidno zadajte, brač, pa sežem v teraki, da bo moj. A se ti srcanstvo dogovori? Tako, vaše istočasno. Lepo vaju prosim, najprej ga umorite. Napravite dober zločin. Če se zbudi, naprej ščipa koža od tebe in do peta, da bomo kot ščipke. Bog spušat! Gospod Vrba, pa se vam ne zdi, da bi tali pelovnik bolj pašel bolj kot za hop? Je že padel z mene na vas, a ne? Veliko obratno, no? Pa upam, da se pa vas nikaj ne lezi. Na začetku, če sem čisto iskrena, nisem tega teksta poznala. Pač Shakespeare, ok, imaš zadržke verjetno malo na začetku, ne? Mislim, da smo bili tukaj precej edini v tem mnenju, ne, pač. Ampak pol se je pa razvil, v bistvu spoznavaš se z vlogami, pa je stekel, no, pa je bilo fino, pol luštno. Ladja pri 3 urami razbite je sedaj cela in enako opremljena. Vse to sem naredil, odkar sem odšel. Prebrisan je moj duh, tudi naravno in čudežno
dogodkov se kar stopnuje, povej, kako si sem prišel? Še predpostavljam, da sem buden, sem potrudil pa povedal. Ja, moram reči, da je bila viharna. Bilo je veliko novega, predvsem so osvetlitve malo bolj mračne, mistične. Največji problem je bila megla, kajti megla se od stopinje do stopinje v prostoru drugače obnaša. In je bila velik izziv, preden smo mi vsaj delno jo uspeli krotiti. Tako da so potem pač te efekti, kakršnikoli so že bili, pač mislim, da so dobro uspeli. Luč se je fino ujela na njih, tako da je dejansko tista mistika v določenih trenutkih uspela priti do izraza. O, ti ponosni zemlje, dragoceni diadem, zaradi česa me tvoja kraljica želi na travni potem? Zaveza zveste zveze se slavi in se spodobi, da ob tem se obdari na kar. Povej, nebeški luk, a Venera njen sin spadata v kraljičin krog, ker pomagala sta, da Tif mi je zapeljal in odpeljal hčer, čutim do nje in do njenega slepega sina samo še prezir. Nikar ne vem se, da jo srečaš tu, veliko ciklov vedela sina. Zgolj lobi sta boginja in njen zoprni falot od mano rezala oblake v smeri pročetu. Saj tudi tu sta skušala, da bi strasti razvela, prej kot bi bakla svetega zakona zagorela. A jasno vse za manj. Propadal je Marsove linice plane. In pokvarjeni si, da si je polomil vse svoje strelice in sklenil, da odslej strelijo le še sinice in postal normalno fant. Najvišja kraljica. Najvišja kraljica. In dama vseh dam. In dama vseh dam. Junona. Kako kaj, moja plodovita sestra? Napridi sem, podiva, da skupaj tema dvema zaželiva vesel razcvet, bogat razplod in časten in ponosen rod. Kar se publike tiče, je seveda zmeri tako, da po eni strani publika pričakuje nekaj, kar bo komod gledati. Ne. To je danes že na nek način stalnica. Ljudje radi gledajo komedijo, radi gledajo preproste stvari s takimi elementarnimi čustvi, kjer ni treba kaj preveč razmišljati zraven, sploh pa ne sočustvovati pa trpeti z igralci zraven, ker tako kot večina ljudi pravi, dovolj že v življenju trpimo, da mora še v gledališču. Ne. Tako da z tega vidika zmeri obstajajo neki majhni strahovi, kako bo publika to sprejela. Ne. Publika je pol počasi najprej mogoče bila rahlo zmedena, ko je pa začela spremljati predstavo, ko se je začela spuščati v prizore, ki smo jih oživljali pred njimi, so vse bolj zavzeto gledali. Srečo imamo, da je tudi znotraj predstave nekaj zelo duhovitih, humornih, komičnih vložkov in rekel, ta sinteza tega humornega, pravljičnega, pa tudi zaresnega, je na koncu pripeljala do tega, da je bila publika rekel, kar relativno zadovoljna, predvsem pa tisto, kar je bilo nekako najbolj zanimivo, je to, da so bili vsi presenečeni, kako smo se pač ljubitelji lotili takega besedila in ga nenazadnje na enem določenem nivoju tudi odigrali. Pri občinstvu je bilo zelo podobno, kot pri nas vseh, se na koncu smo tudi mi dostikrat laično občinstvo neke gledališke predstave. Ko slišim ime Shakespeare, si predstavlja spet nekega Hamleta. Neko zelo sofisticirano, zateženo zadevo, ki nobenemu ne bo niti približno jasno, kaj je želel režiser s tem povedati. Na koncu je predstava izpadla zelo dobro, moram reči, gladko, tekla je, bila je razumljiva, imela je svoje poante in tako naprej in mislim, da je občinstvo dobro sprejel. No? Predvsem zaradi tega, ker je imela svoje elemente neke resne igre, nekih moralnih nauk in na drugi strani predvsem komične vložke. Ko ste prišli, ste me prijazno božali in mi dali piti vodo z jagodami. Me naučili, kako je ime veliki in mali luči, ki svetita po dnevi in po noči. Zato sem vas imel rad in vam pokazal vse.
take izvire, slane mlake, rodovitne in malo manj rodovitne kralje. Ma ne bom preklet, da sem od mamu vse to pokazal. Vse v roke Sikoraks, krastače, nedopirje, vešče, strela v vas! Shakespeare predstavlja izziv ne samo za igralca, ki se mora spopasti z pomensko bogatim tekstom, pa z verzom in podobnimi stvarmi, z različnimi pesniškimi figurami, način podajanja je seveda drugačen kot v eni realistični igri, ampak drugo, kar je seveda tudi kompletna organizacija okrog predstave, kako predstava nastaja, je pri Shakespeareu. Shakespeare je pač prva liga svetovne dramatike in mislim, da bi to po vajah za tesnobo en pravi korak, da smo se lotili tudi nečesa zahtevnejšega.